Čakata nas še dva izreka, ki veljata v poljubnem trikotniku in sta v bistvu zelo dobra za to, kadar je treba stranice povezati s koti ali pa kadar imamo nekaj kotov na voljo, pa iščemo stranice. Sinusni izrek je prvi tak, in sicer kdaj ga uporabljamo, sinusni izrek, zaenkrat še lahko počakate, s tem ga bomo počasi pač povedali, izpeljali ga ne bomo, zato ker mislim, da je dovolj, da ga znate uporabljati. Kdaj ga uporabljamo, sinusni izrek tako uporabljamo po delih, lahko vzamemo, ne vem, a vlomljeno sinus alfa je enako b vlomljeno sinus alfa, ali pa a vlomljeno sinus alfa je enako c vlomljeno sinus gama. Se pravi, nekako vedno, kdaj ga uporabljamo, uporabljamo v poljubnem trikotniku, takole lahko napišete uporaba. Uporaba, in sicer v poljubnem trikotniku, to je že v redu, zato da ni treba paziti, a je pravokotni ali ni pravokotni, In zdaj recimo, kadar imamo dve stranici podani, recimo, da imamo dve stranici plus en kot in iščemo en kot. Se pravi, tako si zapomnite, če imate dva kota v tej neki enačbi, se pravi, ali enega iščemo ali pa dva imamo podana, pa eno stranico, se pravi, ali imamo še eno stranico plus dva kota, pa iščemo še eno stranico. To je zdaj uporaba, v kateremkoli poljubnem trikotniku, kadar imamo dve stranici na voljo in kot, ki je v bistvu nasproti te stranice, pa iščemo še enega nasproti tiste. Zdaj pa, kaj pravi sinusni izrek? Ja, sinusni izrek pravi, da je razmerje a proti sinus alfa enako kot b proti sinus beta in enako kot c proti sinus gama. Zaradi izpeljave, se to dogaja s polmerom očrtanega kroga. In v izpeljavi se pojavi tudi, da je to razmerje enako dvakrat polmeru očrtanega kroga temu trikotniku, ki ima te stranice a, b, c in te kote alfa, beta, gama. Zdaj, tale del, to je celoten sinusni izrek, tale del se bo pa s pridom uporabljal pri nas, In gremo kar na nalogo iz sinusnega izreka, se pravi vaje. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!